To je, Tibor, realnost, ki je nateg. To je realnost. Realnost je, marketing je zelo močna žival. Ne moreš je premagati. Ja? In oni se odločijo, naprimer, mediji se odločijo, da je nekdo slaven, zato ker zna rigati besedo kontra. In jaz ne. Ampak, in oni se odločijo, katero živilo bo the next big thing. Ja? Mi to kupujemo, se pravi, smo posredno tudi odgovorni za to. Da je neko živilo super živilo, po mojem standardu mora doseči neko prehransko vrednost, ki je nad povprečjem od večine, a pa od tistih, ki spadajo v isto. Se pravi, neka jagoda, naprimer goji jagoda, ali goji, ali sploh izgovoriti, ne znam prav, ampak ta mora biti zdaj v skupini jagodiči ali pa v skupini sadja po hranilni sestavi nadpovprečna v nečem, da je lahko super živilo. Se strinjava to? Veš, to ne zanima medije, ne? Ja? In tudi, če primerjava goji jagode z borovnicami, ki pač niso super živilo, ampak so, jaz jim rečem takim živilom, feel good živilo, niso boljše po nobenem. Pravzaprav bi lahko argumentiral, da so borovnice bolj hranljiva izbira, ne? Pa hkrati tudi 6-krat cenejša. Ja? In gremo lahko dalje, cel kup jih je. Čija semena napram lanenim semenom, ali pa sej vemo, zdaj lahko kar konkretno, da ne bomo medli ljudi, ampak super živila so izbrana po nekih kriterijih, ki nimajo veze s prehrano oziroma s prehransko vrednostjo. Presežek neke sestavine v sebi, ki je pač po primerjavi z drugo nekaj manj in pač tisto velja za super živilo. Ampak večina modernih super živil ne ustreže tem kriteriju po defaultu, ampak sledi kriteriju, da lahko tisti, ki je uvozil to, ali pa ki prodaja to, zasluži na njemu dost. Ne? Se pravi, čija semena stanejo, kolikor pa stanejo, za 100 gramov sušenih, plačaš, ker da si šejk. Zdaj, tukaj so pol, cel kup denarja je vmes, ne? Borovnice ne stanejo toliko. Ampak če primerjava midva zdaj popolnoma objektivno, koliko hranil imajo borovnice in koliko hranil imajo čija semena, boš rekel, stari pa sej borovnice so super živilo v tej primerjavi, ne? Vidiš? Ker ni prehrana tista, ki vodi določevanje, kaj je super živilo in kaj ne, to počnejo mediji, mi pa kupimo ta termin. Zato jaz tega termina ne maram in se v svoji komunikaciji odmikam s tem, da predlagam feel good živila. To pa so dejansko tiste živila, ki v prehrani imajo neke lastnosti, ki jih ločijo od ostalih. Naprimer, borovnice in drugo jagodičje od večine drugega sadja. Naprimer, se pravi, lahko bi rekla, da so borovnice super živilo v primerjavi z jabolki. Lahko. Ja, razumem. Nič, da je z jabolki kaj narobe, samo so jabolka tukaj sem jaz povprečno lep v primerjavi z Bradom Pittom. Ni to žalitev meni, samo on je res hud. Ja. Štekaš.